Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli na predstavitev knjige, dveh knjig, lahko rečemo, Alija Žerdina. Zdaj pa preden mu damo besedo, bom jaz nekaj prebral na kratko o njem, kar piše tudi v knjigi. Alij Žerdin je najprej delal kot novinar in urednik Radia Študent, zatem kot novinar in namestnik odgovornega urednika Mladine, potem pa kot urednik dnevnikove priloge Objektiv ter tudi odgovorni urednik Dnevnika. Od leta 2010 je zaposlen pri družbi Delo kot urednik sobotne priloge. Kot novinar se je v tem času največ ukvarjal s slovenskimi notranjepolitičnimi razmerami. Leta 2012 je na ljubljanski FDV doktoriral s tezo o vplivu menjave politične elite na omrežje ekonomske elite. Je avtor knjig Generali brez kape, Omrežje moči, France Bučar in Ujetniki omrežij, ter soavtor večjega števila zbornikov in razprav v strokovno-znanstvenih publikacijah. Jaz pa držim naslednjo njegovo knjigo, leto 2020, leto nevarne bližine, kaj je šlo Sloveniji narobe med epidemijo COVID-19. To knjigo smo mimogrede predstavili malce nadaljavo, to je bilo v času kar hude korone, ne? Ja. Letos pa je šla njegova še naslednja knjiga, leto 2021, leto nevarnih mutacij, s podnaslovom Kaj je šlo Sloveniji narobe v letu, ko smo dobili cepivo proti COVID-19. Ali tam smo po letih, ne, in se tikava. Sva kolega, Tako. hvala za vabilo. Ja, hvala, da si prišel. Da se zdaj še takole vidiva, ne, tisto je bilo res preko računalniških zaslonov. Tudi to nam je korona prinesla, da smo se navadili dela od doma. No, pa greva midva najprej na to knjigo, ki sva jo prek računalnikov predstavila. Leto nevarne bližine, ne. Tisti, ki smo knjigo brali, lahko rečemo nekaj, ne. Ti si dobesedno vse te vladne odloke, vse te državne odloke, tudi stroke, nekako seciral, kot bi jim nastavil ogledalo, ampak bistveno drugače, kot je z nami komunicirala v tem času država ali pa vlada. Na prijazen način, pa vendarle jasno, da je bilo tistimi, ki smo to prebrali, tako jasno, kaj želiš povedati, ne. Ja, zdaj podnaslov obeh, ne, je podoben, obeh knjig je podoben, in sicer je v obeh variacija na temo, kaj je šlo narobe, ne. Zdaj, predlanska epidemija, pandemija je verjetno najpomembnejši dogodek, ki je doletel Slovenijo in Evropo v tem stoletju. Ta dogodek ni imel samo zdravstvenih učinkov, pač pa je imel zelo globoke družbene učinke. In moj namen je bil, da se ukvarjam na eni strani z družbenimi učinki, na drugi strani s pristopom vlade pa javnozdravstvenih oblasti k zamejevanju širjenja pandemije. Na tretji strani pa glede na zelo velike tragične razsežnosti pandemije, pa sem si moral zastaviti vprašanje, kaj je šlo narobe, ne. Mi smo v neki situaciji, ko si še vedno ne priznavamo, ne, da je Slovenijo leta 2020, leta 2021 doletela izjemno huda tragedija.
Mi imamo v tem trenutku po štetju Nacionalnega inštituta za javno zdravje prek 7000 mrtvih v 2 letih in še nekaj pandemije. Po štetju sledilnika, ki mu jaz nekoliko bolj zaupam, nekaj manj, nekaj pod 7000. To so številke, ki so osupljivo visoke. To so osupljivo visoke, to je 10.000 prizadetih oseb, to je na 100.000 prizadetih, 10.000 prizadetih družinskih članov, na 100.000 prizadetih prijateljev ljudi. Hkrati imamo na drugi strani izjemno hudo situacijo, ki je še ne razumemo dovolj dobro v izobraževalnem sistemu. Imamo generacije osnovnošolcev in tudi srednješolcev, ki bodo potrebovali zelo veliko časa, da nadoknadijo zamujeno, marsikdo pa zamujenega ne bo nadoknadil. In vse te stvari je treba analizirati in se, ponavljam, vprašati, kaj je šlo narobe in ali bi lahko šlo boljše. Zdaj, če tako na prvo žogo vprašam, bi bilo drugače, jaz sem kar en parkrat napisal v kakšni od kolumn, če bi takrat tisti, ki so s to epidemijo upravljali, torej vlada, vladni govorci, če bi z ljudstvom komunicirali ne z jezo, ampak z nekim prijaznim pristopom, bi bilo potem več tega zaupanja v tiste ukrepe, med katerimi so bili mnogi nujni, da bi jih ljudje bolj sprejemali. Mislim, zdaj, jaz bi rekel, da je bil pristop vlade, pa predvsem v prvi fazi glavnega govorca Jelka Kacina komandni. On se je obnašal do svojih ljudi kot nek vojaški poveljnik, ki je podil ljudi v spopad z virusom in jim hkrati naročal, na kakšen način naj se udeležijo tega spopada z virusom. Še zdaleč ni izpolnil naloge, da bi pojasnjeval, ne on, mislim pa, da tudi številni drugi, ki so bili vključeni v komunikacijo z javnostjo. Zelo veliko je bilo popolnoma nepotrebnega oziroma globoko zgrešenega obtoževanja ljudi, ki so zboleli. Mi smo recimo leta, v prvem letu epidemije slišali iz ust predstavnice zdravstvene stroke, da tisti, ki so delali na oddelkih s pacienti, pa so zboleli, so si sami krivi, kajti zaščitno opremo, ki jim je bila na voljo, so uporabljali na napačen način. To ni res. To enostavno ni res in bi morali že na samem začetku v pogovor, v nagovor ljudi vključiti zavedanje same zdravstvene stroke, da o bolezni, s katero imamo opravka, vemo zelo malo. To bi bilo treba na začetku priznati. Recimo ta primer obtoževanje tistih, ki so zboleli, da so si sami krivi, kaže na to, kako zgrešen je bil pristop k samemu zamejevanju pandemije. Kako se zboli? Zboli se na več načinov. Prva teorija, pri kateri so svetovne zdravstvene avtoritete, mislim tukaj na Svetovno zdravstveno organizacijo, vztrajale nedopustno dolgo časa, je, da se virus prenaša prek kapljic. Se pravi, da
ko jaz govorim ali vpijem, kapljica zadane nekoga od tukaj prisotnih. Ne, in potem, na 1,5 metra recimo. Ne? Ja, ali pa ne, če se derem na 3 metre, ne, ali pa da kapljica pade na mizo, pa jo potem unesem v usta, ne, ali pa v oči, ali pa v nos, ali pa neko drugo sluznico. Ne. To je bila teorija, pri kateri je Svetovna zdravstvena organizacija vztrajala zelo, zelo dolgo časa. Izkazalo se je, da je točna samo deloma. Ne. Namreč, ne, kot tlele Aleš kašlja, pa če bi imel COVID, ne, on s tem, ko kašlja, naredi tako imenovani aerosol. To so kapljice, ki so bistveno manjše od kapljic, ki letijo med govorom, med upitjem od človeka do človeka. In to so kapljice, ki so primerljive z kapljico vode v megli. To so kapljice, ki po 1,5 metra ne padejo na tla, pač pa lebdijo v prostoru. In zaradi tega, ker lebdijo v prostoru, ker krožijo po prostoru, povzročajo mnogo večjo škodo in so mnogo bolj zahrbtne. Se pravi, nekaj časa je veljalo, izogibajmo se kontaktom na blizu, pa bo vse v redu, pa uporabljajmo masko, pa umivajmo si roke, pa smo zmagali. Ne? Šele čez čas, ne, se je izkazalo, da je ta doktrina globoko zgrešena, nezadostna, samo deloma pravilna in da v zaprtih prostorih naredimo največ, če prostore ustrezno prezračimo. Ne. Čim je v prostoru večja koncentracija ogljikovega dioksida, ki je pokazatelj, kolikšen del zraka je že bil v pljučih nekoga drugega. Ne. Če je enkrat koncentracija CO2 visoka, je to indikator, da je treba odpreti okna in da je treba te najbolj drobne delce tekočine, ki lebdijo v zraku, spraviti ven. To je najbolj zagovarjal nekdanji minister Keber, ne? Ja, to je zagovarjal minister Keber od oktobra 2020 naprej. Še prej pa? Še prej so pa članki na to temo išli v 2 najbolj citiranih znanstvenih revijah, se pravi v reviji Nature in v reviji Science. In tisto, kar je za moje pojme tragično, ne, ta 2 članka sta bila objavljena junija in julija 2020. Kar je tragično je, da javnozdravstvene oblasti v Sloveniji niso imele znanstvene ekipe, ki bi brale članke, ki so objavljeni v najbolj relevantnih znanstvenih revijah in bi nemudoma zatem ukrepe prilagodili najbolj svežim znanstvenim dognanjem. To se ni zgodilo. Keber je globoko v jesen 2020 na vse mogoče naslove pošiljal apele, dajmo razmišljati tudi o kakovosti zraka v zaprtem prostoru. Predvsem v učilnicah tudi, ne? Pa v učilnicah, pa v domovih ostarelih, pa v knjižnicah konec koncev, pa v predavalnicah, pa v trgovinah in tako naprej. Ne? In na drugi strani ugotovitev, da je tveganje zunaj, na prostem, relativno zelo majhno, ta ugotovitev ni prišla v javnost. Ne? Mi bi lahko imeli en del pouka organiziran tako, da bi se otroci enkrat, 2-krat ali 5-krat tedensko zjutraj ali opoldne dobili na šolskem igrišču za 1 uro in so vsaj videli med sabo. Ne? In oni so prikrajšani tudi za ta socialni stik. Ne? Oni bi brez težav lahko imeli telovadbo, ne? Športno vzgojo. Sprehode in tako naprej. Sprehode. V vsaki občini pač se najde prostor
kamor se da iti na sprehod in skrbeti za to, da so mladi ljudje vključeni vsaj v socializacijo, če že ne morejo v šolski učilnici biti. Ne? Ja, je bilo tvegano biti v šolski učilnici, ni pa bilo tvegano iti na športni dan na sosednji hrib. Ne? Ampak to so pa tudi nekateri župani, ne, ki so zelo striktno sprejemali ta priporočila ali pa tudi kar ukaze vlade, kar zaprli, ne, tudi nekatere prehode do kakšne izletniške točke. Ne. Mislim, ta del je bil izjemno zgrešen. Ne. Zdaj, je pa po moji oceni temeljil na nekem izhodišču, ne, da če se ne omeji pravice do združevanja na prostem, ne, lahko to vodi do demonstracij, ne, do protestov. Med epidemijo, ne, seveda, če je množica velika, če so ljudje na majhnem zunanjem prostoru, na nekem majhnem trgu, zelo zgoščeno skupaj, če med protestom glasno vpijajo, to lahko povzroči, pač, da se virus širi. Ne? Vendar, ne, če se zmenimo, da protest organiziramo na večjem prostoru, ne, v Ljubljani je bil to konkreten primer Trga Republike, ki je velik odprt prostor. Včasih še s kolesi, ne? Ja, ki ga je v resnici težko napovedati, ne. Pač tam ni tveganja, vsaj ni velikega tveganja, da bi prišlo do prenosa okužbe, ne. Recimo, ko so v Mariboru 9. februarja 2021 se na Mariborskem trgu Svobode zbrali dijaki. Potem pišeš v drugi knjigi, ne? Ja, njih je bilo na trgu, ki ima stranico 50x70 metrov, ne, se pravi, to je pol nogometnega igrišča, jih je bilo 100. Ne, in tam ni bilo nobenega tveganja, da bi se med dijaki virus širil. Ne, in vendar ne, so ti dijaki potem morali k sodniku za prekrške oziroma so dobivali položnice, češ da so ogrožali javno zdravje. Želeli so pa šolo, ne? Želeli so pa šolo. Ne? Za protest so se pa odločili zato, ker ministrica za izobraževanje ni želela z njimi biti na sestanku in se priklopiti na Zoom, ne? Da bi poklepetali. Ne? Ja, jih zelo razumem, dijake, in se mi zdijo eni od večjih tudi junakov lanskega leta, ne, da so prevzeli nase to tveganje in zahtevali pouk. Kaj pa to, če se spomnimo tiste prve seje vlade, ko so si nekako vsi nadeli zaščitne maske, takrat, ki jih mimogrede v javnosti sploh še ni bilo veliko, ne, tudi v skladiščih, ne, ampak samo za fototermin, ne, potem so si pa to sneli. Ne. To tudi nekaj pove, ne. Mi bi rekli Zasavci, ne, za kamuflažo, ne, sicer pa tega ne bomo nosili. Ne. Mislim, zdaj, veste, če bi v javnost prišla samo fotografija, ne, vlada se je sestala in obravnavala zadeve na način, da so ministri nosili maske. Ne, jaz bi to pozdravil. Ne, to je bilo sporočilo, situacija je resna, moramo misliti na javno zdravje, če sedimo skupaj, je smiselno si nadeti masko in je treba skrbeti za ljudi v svoji okolici. Ne. Ampak kaj se je zgodilo? Ne? Takoj po seji je minister za obrambo Matej Tonin čutil potrebo, da razloži, da sej potem, ko so fotografi šli ven, so pa maske dali dol. Ne? Ne, vsaj ustrajal bi v tem, da so imeli maske ves čas. Ne? Dej, to, da poveš, sej potem so pa maske dol dal, ko nas ni več nihče gledal, ne? To je pa norčevanje
norčevanje iz lastne propagande. No? Ali pa tisto sprehajanje ob meji. Razumemo, naredila je vlada neko propagandno potezo, potem se greš pa takoj norčevati z nje. To je dvakrat slabo. Kot tisto sprehajanje ob meji, hrvaški meji. Tisto sprehajanje ob meji, ni bilo navadno, kar se tiče samega epidemiološkega razloga, sprehajanje ob meji, če bi bili pol metra bolj narazen drug od drugega, je bilo brez tveganja. Objektivno je bilo brez tveganja, zato ker so bili na prostem dovolj drug od drugega. Če bi pluvali drugemu v obraz, bi tveganje obstajalo. Ampak takrat se je že govorilo, že Jelko Kacin, glavni govornik, že govoril, danes se še lahko objemate, jutri pa že ne več, nekaj podobnega. Torej, mislim, v tistem času je zbiranje na prostem bilo že omejeno. In pač, če je zbiranje na prostem omejeno, čeprav zato nekega poglobljenega epidemiološkega, infektološkega razloga ni, pač potem se dajmo vsi tega držati. Mi smo imeli situacije, ko je bilo treba za sprehod po gozdu nositi zaščitno masko, čeprav si bil sam tam. Jaz se osebno spomnim, ko sem šel z družino na Rašico, so na Rašici stali policisti in so nadlegovali ljudi, ki so po gozdu hodili brez maske. To sproža samo upor, revolt, odpor in pa tisto, kar je najbolj nevarno. Ljudje na neki točki si rečejo, v redu, ne bomo se več družili na prostem, čeprav v resnici to ni tvegano, ali pa je manj tvegano, ali pa je minimalno tveganje. Se bomo družili nekje, kjer nas policija ne bo videla. Se bomo družili tako, da bomo šli čez zaprto gostilno, skozi zadnja vrata noter, sprednja vrata bodo pa zaprta. In potem se bomo v isti gostilni, v katero bomo prišli čez zadnja vrata, družili, pajdašili, pil, upil, morda še malo kadil in veseljačili. Videl nas pa ne bo nihče. In do česa pride, je smiselno, da se tega virusa bojimo. Je smiselno. Zaradi tega, ker je zlasti za starejši nevaren. Je tudi nevaren za ljudi, ki so najin letnik. Ni nevaren samo za mojo mamo, ki je stara 85. Nevaren je tudi za 50 plus, 50 plus. Smrtno nevaren. Ampak kaj se je zgodilo pri nas? Na neki točki smo se virusa nehali bati in smo namesto, da bi se bali virusa, smo se bali položnic, ki jih bomo dobili zato, ker smo na Rašici ali pa na nekem drugem hribu bili brez maske in nas je zalotil policist. Eurostat, Evropski statistični urad, je izmeril, da je strah pred virusom v Sloveniji, ne vem, a je najnižji v Evropski uniji ali pa je med najnižjimi. Virusa v Sloveniji se je balo samo 30% ljudi in potem je ta strah pred virusom padel na 27. Bali smo pa so se položnic. Položnic. Ja. Je pa res, so pa prišle položnice tudi za takšne neumnosti, kot je kakšen prigrizek na kakšnem osamljenem kraju. Ja. Ali pa branje ustave na osamljenem kraju. Ja, mislim, po drugi strani, pa v redu, bomo rekli, smo imeli nekaj smole z oblastjo, ki je poudarjeno trenirala strogost. To je en del. V redu smo imeli smolo z oblastjo, ki je bila prestroga do ljudi, ki so na odprtem
si drznali izražati politična stališča. V redu. Ne? Ampak na drugi strani je zelo pomembno tudi tisto, kar je od ukrepov oblasti, javnozdravstvenih in političnih pa izostalo. To pa je zaščita domov upokojencev. Ne? Pri zaščiti domov upokojencev do menjave vodstva svetovalne skupine ni bilo storjenega dovolj. Ne? Mi smo imeli v prvem letu epidemije v domovih upokojencev 700 ljudi, ki so umrli v domu upokojencev, kar pomeni, da so umirali v prostoru, v katerem niso bili deležni zadostne zdravniške oskrbe. Namesto, da bi jih odpeljali v bolnišnice ustrezne. Ne? In z menjavo vodenja, z menjavo vodje svetovalne skupine se je v domovih upokojencev število tistih, ki so umrli v domu upokojencev, občutno zmanjšalo. Je padlo na 160 v letu dni. Zdaj, ja, seveda, vmes je prišlo do tega, da so bili ljudje v domovih upokojencev v veliki meri cepljeni. To je tudi res. Vendar se ni dogajalo, oziroma se v dosti manjšem obsegu dogajalo, da bi ljudje svoje življenje končali na način, da ne bi bilo za njih poskrbljeno v bolnišnici. Mi smo imeli tudi v letu 2021 2021 mislim, da je umrlo približno 3000 ljudi. Vendar je zelo majhen delež teh ljudi umrl izven bolnišnice. Ne? To, kako se je v prvem letu pandemije dopustili, da težko bolni ljudje umrejo brez ustrezne zdravstvene oskrbe v domovih upokojencev ali pa doma, je za mene osupljivo. Ne? Bi lahko iskal tudi kakšen pridevnik, ki bi bil bolj obtožujoč, ampak naj se s tem ukvarjajo inštitucije, ki so za to zadolžene. To je policija pa tožilstvo. Tukaj je prišlo do opustitve dolžnih dejanj. Zagotovo, ja. Omenil si že cepivo. Seveda smo vsi nekako nestrpno pričakovali, kdaj bo prišlo cepivo proti COVID-19. Potem, ko pa je prišlo, ko smo nekako še števali, kdaj bomo prišli na vrsto, mislim, da so midva tam okrog maja šele prišla, ne? Najina letnika, ne? Ja. Čeprav jaz vem, da sem se zaradi teh humanitarnih tekov, ki jih organiziral, že prijavil decembra, ne? To pa se mi zdi, da je bil pa spet ena tista točka, kjer, ne vem, NIJZ, vlada ali kdorkoli, da smo pa pogrnili na celi črti, ne? Ni bilo ta prave strategije. Vrstni red se je popravljal iz tedna v teden, kdo pride na vrsto, kdo ne. In počasi se mi zdi, da so ljudje rekli, se raje ne bomo cepili. Ne? Ja, zdaj, prvič, treba je povedati, da je dejstvo, da je cepivo predvsem zahodni svet ga dobil že ob koncu leta 2020, da je to izjemen dosežek znanosti. Ne? Drugič, o odnosu ljudi, prebivalcev do cepljenja je bilo narejenih nekaj raziskav,
ki pa bi jih bilo potrebno poznati. Te raziskave so vse po vrsti dostopne vsakomur, ki se odloči, da bo 15 minut, ne več, 15 minut brskal po svetovnem spletu. Gre za raziskave, ki jih dela Evropski statistični urad, Eurostat, in te raziskave bi lahko javnozdravstvenim oblastem že jeseni 2020 povedale, ali obstajajo kakšne zadrege ali kakšni zadržki med ljudmi povezani s cepljenjem. Recimo, raziskava o odnosu do cepljenja je bila narejena leta 2019 in je od leta 2019 objavljena na spletni strani Evropskega statističnega urada, in potem je bila naslednja raziskava, ki se je dotikala predvsem cepiva proti covidu, narejena jeseni 2020. Iz raziskave, ki je bila narejena leto dni pred pandemijo, je razvidno, da odnos prebivalcev Slovenije do cepiva ni bolj odklonilen, kot je v večini držav Evropske unije. Se pravi, odnos do cepiva je še kar naklonjen. Kar je pokazala raziskava iz leta 2019, je, da v Sloveniji učinke cepiva poznamo in razumemo nekoliko slabše od bolj naprednih držav Evropske unije. Se pravi, če vemo, da učinke cepiva poznamo nekoliko slabše, logiko delovanja cepiva poznamo nekoliko slabše, potem bi morali v strategijo cepljenja vključiti izobraževanje. Mi smo imeli decembra 2020 narejeno še kar zajetno strategijo cepljenja, ki je imela, mislim, da je 10 gosto tipkanih strani, kjer se je predvidel oblike transporta, pa vrstni red, kar precej podrobnosti, vendar z besedo ni bilo omenjeno, da bo treba populacijo za to veliko javno zdravstveno operacijo izobraziti in ponuditi najbolj razumljive informacije. To je popolnoma izostalo. Mi smo imeli začetek cepljenja, so nam pokazali upokojenega mariborskega nadškofa, kako se gre cepati, pa prebivalke in prebivalce domov upokojencev, kako se gredo cepati. Medtem ko pojasnil, kako to cepivo deluje, pravzaprav od javnozdravstvenih oblasti nismo dobivali. Dobivali smo jih od samoiniciativnih profesorjev. Jaz sem za to, kako deluje cepivo proti covidu, izvedel iz nekega napol zasebnega pisma, ki mi ga je poslal onkolog, profesor Cviter, Matjaž Cviter. In je v tem relativno kratkem pismu mi razložil na način, da sem to lahko razumel. Vendar jaz to vrstne razlage, ki bi bila po eni strani poljudna, po drugi strani bi povedala, da tudi cepljenje samo po sebi ne zagotavlja absolutne zaščite, ampak zelo pomembno spreminja verjetnostne parametre. Jaz takega pojasnila nisem dobil.
oziroma ga nisem dobil od javnozdravstvenih oblasti. Ga nisem dobil na tiskovnih konferencah, ki jih je vlada organizirala. Ne? In ta del izobraževalni, pojasnjevalni, informativni je izostal. Kaj smo potem gledali v naslednjih mesecih? Gledali smo Jelka Kacina, ki je besnel, češ da so se v Mariboru na cepilnem mestu znašli potniki na olimpijske igre in so se neupravičeno prezgodaj cepili. In je zahteval opravičilo od olimpijskega komiteja, češ da so se olimpijci urivali v vrsto. Ne, ni res. Olimpijci se niso urivali v vrsto, res pa je, da je Jelko Kacin uspešno užalil skupino ljudi v Sloveniji, ki uživa nedvomen ugled. Če kdo uživa v Sloveniji nedvomen ugled, so to športnice in športniki in tisti, ki grejo na olimpijske igre zmagati. Tudi tukaj je en bliz doma. Ja. Primož Roglič, in pač osvinjati Olimpice je najboljša reklama proti cepljenju. In to je Jelko Kacinu uspelo. Hkrati smo pa mi imeli približno na 10 dni spremembo strategijo cepljenja. Prva je bila narejena decembra, je bila še kar konsistentna, potem se je pa začelo prerivanje. Ja, bolj zgodaj se morajo cepati diplomati, ki bodo vključeni v predsedovanje Evropski uniji. Ti bodo cepljeni pred kroničnimi bolniki mlajšimi od 65 let. Čakajte, mislim, a je tveganje za diplomata večje kot za kroničnega bolnika manjše od 65 let? Seveda je tveganje večje za kroničnega bolnika. Ampak potem se je diplomatom pridružila še policija. Vojska. Pa v redu, razumem, da so policisti so lahko tako imenovani super prenašalci. So v stiku z velikim številom ljudi, je res zoprno, če policist okuži svoje državljanke in državljane zato, ker kiha v njih. Medtem ko jim piše položnice, ki so se grdo obnašali na cesti. Ampak potem, ko so enkrat bili policaji na vrsti, potem so hoteli biti še vojaki. Zakaj se morajo cepati vojaki? To so 30 let stari detci, ki pokajo od zdravja, ki delajo in živijo na prostem, in ki ne prihajajo v stik z ljudmi in ne morajo biti super prenašalci. Zakaj? Ja, zato, ker so bili že policisti cepljeni in morajo biti pa tudi vojaki. Ni res. Vojaki naj počakajo na kronične bolnike mlajše od 65 let. Vse je modil, da morajo biti vojaki hitro cepljeni. Neumnost. Ja, in z vsemi temi neumnostmi, ki so se kopičile ena za drugo, smo prišli na situacijo, ko so ljudje menili, da virus sam po sebi ni nevaren, ker ni res, in uspešno smo ljudem zagabili, da bi se šli cepati. Po analizi Eurostata je jeseni 2020 v Sloveniji okrog 20% ljudi napovedalo, da se ne bodo cepili. V redu. Medtem ko 80 bi se šlo cepati takoj, ali pa bi še malo počakali, ali pa bi še malo več počakali. 20% je bilo proti. Na kakšen način so se pospeševalci cepljenja lotili prepričevanja teh 20%? Med temi 20% je znaten del ljudi, ki imajo fobijo pred injekcijsko iglo. Med odraslimi ima fobijo pred injekcijsko iglo okrog 8% ljudi. To je fobija, ki je neprijetna. In pač teh 8% ljudi ni tako malo.
Ampak s fobijami se da upravljati. Ne? Mislim, se da organizirati za teh 8% ljudi tudi, ne vem, pogovor s psihologom, ne? Ali pa pogovor z nekom, ki razloži, da se da preživeti. Ali pa, ne? Tako da, če je 8% ljudi v populaciji, ki ima fobijo pred injekcijsko iglo, je na to treba na nek način računati. Ne pa tega dela populacije diabolizirati, razglašati za idiote, razglašati za sebičneže. Ne, s temi fobijami med ljudmi, ki so, je tudi treba nekako upravljati. Ne. Seveda so pa potem, ko je bilo pa dovolj cepiva, ko se je začel nabirati v skladiščih, pa ni bilo dovolj kandidatov za prijem cepiva. Ne. To se je pa potem zgodilo in smo ostali nekako tam pri 58-60%. Ne. Ja, mi smo na 59% v tem trenutku. Ne. Zdaj, v tem trenutku se zdi, da se epidemija umirja. Jaz sem se pogovarjal nekajkrat z verjetno najbolj pomembno slovensko mikrobiologinjo, akademičarko Tatjano Avšič-Županc. Ona se sicer z novinarji noče pogovarjati prav veliko, je rajš med svojimi mikroorganizmi in se jim znanstveno posveča. Ko nam je rekla, zelo verjetno je, da imamo jeseni pač novo rundo. Ne? Imamo novo rundo. Novo mutacijo? Pri mutaciji nikdar ne vemo, a bo ali ne bo. Mislim, mutacije se dogajajo skozi, ne? Vendar, ko se virus replicira, ko se virus prenese v naslednjo generacijo, samo 10% virusov obdrži celoten genotip predhodnika. Ne bom rekel, da ima virus starše. Ne? Bilo čudno. Ne? Ampak v naslednjo generacijo virusa se samo pri 10% replikacij prenese isti genotip. Zdaj, 90% jih propade. Ampak ne, od teh 90% se pa vendarle znajde neko zelo majhno število mutantov, ki pa so sposobni preživeti. Ne, in tukaj nikdar ne vemo, ali so ti mutanti bolj nevarni, manj nevarni, ali so bolj virulentni, v katero smer grejo. Ne. Virusne mutacije nimajo predvidljive smeri. Ne. Zdaj, sem slišal eno od napovedi, ki je prihajala od profesorja z fakultete za farmacijo, ne, da ja, virusi s časoma mutirajo v manj nevarne oblike. Ne. Ja, lahko je tako, ne, ni pa nujno. Ne. In tukaj, kam bo virus mutiral, v resnici ne vemo. Ne. Imamo na srečo zelo virulentno različico Omikron, ki je prizadela ogromno število ljudi, vendar jih je prizadela manj kot različica Delta. Ne? Je pobijala manj. Ne? Zdaj, če se spustimo v čist naravo samega virusa, ne, ni v interesu virusa, da bi pobil, in to zelo na hitro, pobil ljudi, ki so virus taknili. Ne, v njegovem interesu je, da gre v naslednjo generacijo in naslednjo in naslednjo in naslednjo. Ne? Zdaj, če preveč ljudi prehitro pobije, se pravzaprav zaradi tega ne bo prenašal naprej. Ne? Nima kam več iti. Ja. Tako da to je pač nepredvidljiv mikroorganizem, ne? In obstaja verjetnost, da bo jeseni pač začel z novo rundo. Ali jo bo zares, pa ne vemo. Je pa res, ne, v tem času bo pa tudi nam, tudi tisti, ki smo prejeli 3. dozo cepiva, ne, že nekako ta imunski sistem padel. Ne, bo
že slabši. In kaj to pomeni? Še enkrat cepiti, še četrtič ali počakati? Ne, jaz tukaj odgovora nimam. Ne. Vem pa iz podatkov, ki se jih je dal prebrati na spletni strani Sledilnik, za katero moram poudariti, da gre za izjemno dobro spletno stran, da smo mi imeli lani jeseni v bolnišnicah približno tretjino ljudi, ki so bili cepljeni. Ne, se pravi, 1/3 ljudi, ki so prišli v bolnišnico, je dobila ustrezne odmerke cepiva in so vendarle zboleli. Ne. Se pravi, in tudi na intenzivni negi, ne, je bilo število ljudi, ki so bili cepljeni, relativno veliko, prav spet okrog tretjine. Ne, v tem trenutku imamo na intenzivni negi celo višji del pacientov, ki so bili cepljeni. Ne. Zdaj, mi smo kar velikokrat slišali neko poenostavljeno razlago, ki je šla tako, ne. Cepivo je varno in cepivo je učinkovito. Ne. Varno pa učinkovito. Zdaj, ta razlaga je zelo površna in potrebuje dodatna pojasnila. Ne, cepivo je v resnici relativno varno. Ne, mi smo imeli 2 primera vezana na Slovenijo, ko sta pacientki zaradi cepiva umrli. Mislim, da je Janssen cepivo, ne? Ja. 2 primera smo imeli. Ne. To ni tako zelo malo. Spet tveganje za smrti odtehta koristi, ki so na drugi strani, ampak ljudje morajo vedeti, da tveganje obstaja. Treba je to tveganje čim bolj zamejiti, vendar to tveganje obstaja. Tveganje, če se ne cepimo, je bistveno večje od tveganja, ki ga prinaša cepivo. In na drugi strani trditev cepiva so učinkovita. Ja, cepiva so učinkovita relativno intenzivno prvega pol leta in prvega pol leta približno zaščitijo 90% ljudi. 10% pa ne. In po pol leta se delež ljudi, ki so zaščiteni, začne zniževati. Jih je morda zaščitenih samo še 60%. Ne poznamo čisto natančno teh parametrov, vendar, ko se je začel okrog 1. novembra 2021 ta nov val cepljenja s 3. odmerkom, se je relativno hitro na bolnišničnih oddelkih začel poznati, da je delež cepljenih, ki so vendarle pristali v bolnišnicah, začel počasi upadati. Mi smo imeli okrog 1. novembra tretjino bolnišničnih pacientov, ki so bili cepljeni. Po začetku tretje runde cepljenja je ta delež začel počasi upadati. Zdaj pa spet visok. Ne? Upamo, da bo potem tisto četrto cepivo učinkovito. Tukaj pa jaz nisem tako zelo gotov. Cepivo ima učinke, ki ta temeljni imunski sistem, ki ga vsak od nas ima. Vendar cepivo je neke vrste potuha za imunski sistem, ki ga imamo. Do neke mere. Zdaj, ko gre za nevarne viruse, je prav, da se naš imunski sistem s to asistenco od zunaj okrepi. Zdaj, če pa imamo mi s cepljenjem že nekoliko okrepljen imunski sistem, lahko to do neke mere predstavlja tako. Ne?
In tukaj jaz ne morem, jaz sem sociolog po izobrazbi, po poklicu sem novinar, jaz ne morem namesto infektologov, imunologov odgovarjati na vprašanje, kakšno tveganje za imunski sistem prinaša 4. odmerek. To je njihovo delo in morajo pač na ta vprašanje bodo morali odgovoriti čim bolj pošteno, vključno s tem, česa ne vedo. V naslednjih mesecih bo pa nova oblast oziroma nova vlada morala se gresti tudi v zakon, ki je omankal v tem času, ko so se sprejemali razni odloki, ker je potem nenazadnje Ustavno sodišče skoraj da vsak mesec ki je razveljavilo. To pa je verjetno ena tista zadeva, ki se bo morala vlada zelo verjetnega mandatarja Roberta Goloba lotiti kar najhitreje, da bo imela, če bo spet prišlo do kakšne epidemije, orožje v rokah, na nek način, zakonsko podlago. Ja, mislim, zdaj tako, da zahodne države Evropske unije so zakone o nalezljivih boleznih, sploh tiste, ki resno jemljajo vladavino prava, so spreminjale spomladi 2020. Torej 2 leti nazaj, Se pravi, ko je epidemija izbruhnila, so ugotavljali, da so stari zakoni o nalezljivih boleznih nezadostni in da je zaradi tega potrebno zakone nadgraditi. To so postopki, ki niso dolgotrajni. To so postopki, ki bi zahtevali sejo odbora za zdravstvo pa sejo državnega zbora in bi lahko v 2 ali 3 tednih pač ustrezno spremenili, nadgradili zakon o nalezljivih boleznih. O čem govorim? Govorim o tem, da v slovenskem zakonu o nalezljivih boleznih ni predviden popolnoma smiseln ukrep. To je možnost, da vlada zapove nošenje maske v zaprtih prostorih. Ta ukrep je smiselen, vendar v zakonu osnove za ta ukrep ni. V redu, kaj bomo naredili? Ja, bomo to vnesli v zakon. Mi smo od začetka pandemije pa do danes, mislim, da sprejeli 10 protikoronskih zakonov, znanih po kratici PKP, vendar v teh 10 zakonih ni bilo enega člena, ki bi rekel, zakon o nalezljivih boleznih se dopolni s členom, ki pravi, vlada lahko na predlog ministra za zdravje določi obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih. Samo to, Samo to. 45-46 glasov v državnem zboru. Tako, Zdaj, to seveda ni edini ukrep, ki bi ga veljal v zakon unest. So še drugi ukrepi in pravna mreža za varstvo demokracije, se pravi nevladna organizacija, je ob pomoči ljudi z obeh pravnih fakultet, pravi ljubljanske in mariborske, ob pomoči odvetnikov, ob pomoči ljudi iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, naredila konsistenten zakon o nalezljivih boleznih oziroma dopolnitev matičnega zakona, ki pač je lahko relativno zelo hitro vložen v parlamentarno proceduro in ta zakon, ki je nastal v nevladni organizaciji, logiko zamejevanja pandemije postavlja precej na glavo. Mislim, predvsem zahteva, da je vsak ukrep, ko je sprejet, podkrepljen z znanstveno strokovno razlago,
ne, ukrepi ne morejo biti sprejeti brez predstavitve, brez nekega kratkega elaborata, ki bi pojasnil, pač ukrep bo, če bo tak, pa tak, zmanjšal verjetnost za te in te učinke neželene. Ne? Pravi, zakon nalaga vladi dolžnost pojasniti, zakaj, nalaga strokovno-znanstveno utemeljitev, spreminja svetovalno skupino, ki se ukvarja z zamejevanjem pandemije na način, da so ukrepi usmerjeni bolj epidemiološko, ne? Se pravi, da so v svetovalni skupini bolj ustrezno zastopani epidemiologi, ne samo infektologi. Hkrati mora biti v strokovni skupini, če bo zakon sprejet, tudi strokovnjak za pravna vprašanja in tako naprej. Ne? Marsikaj bo treba urediti, da ne bo potem takih nejasnosti, kot je bilo, ko se je sprejel odlok o preverjanju PCT-ja. Jaz sicer s tem nisem imel težav tudi pokazati osebno, ampak marsikdo pa je imel, ne, ker se mu je zdelo, da je to poseg v njegove svoboščine. Ne. Zdaj tako, ne, pač poseg v svoboščine je, ko se brani neko drugo dobrino. Poseg v svoboščino je možen, ne, vendar poseg v svoboščino je možen samo, če je predviden z zakonom. Ne. Gre za zelo enostavno pravilo. Ne. Imamo na eni strani ogroženo eno dobrino. Ne, ta dobrina ni nujno zdravje posameznika ali pa javno zdravje. Lahko je to tudi okolje. Ne. Pravi, gospodarske svoboščine so lahko omejene, če škodujejo okolju. Ne, vendar morajo biti gospodarske svoboščine omejene z pravili, zakonom, ki določa standarde varovanja okolja. Ne, tako kot so lahko svobode gibanja ali pa svobode obiskovanja šole omejene z interesi javnega zdravja, mora pa to biti spet narejeno z zakonom. Ne? No in smo spet pri zakonu. Ne more biti narejeno z odlokom. Ne? Ker pa to marsikaj od tega ni bilo, so pa ljudje šli na ulice. Ne? In tam se je pa zgodilo tudi nekaj, ker se je veliko zbralo. Je verjetno imela tudi policija navodilo, verjetno iz vrha, da so ljudi pošpricali tudi z solzivcem. Ja. Zdaj tako, ne, da policija seveda ima, ne, med vsemi orodji, ki so na voljo za zagotavljanje javnega reda in miru, tudi solzivec, vodni top in tako naprej. Ne. Hkrati pa pri policijskem delu obstajajo neke doktrine, se pravi pravilniki, ki policiji nalagajo, na kakšen način se lotevajo vzdrževanja javnega reda in miru. Pa mogoče tu kakšne sporednice iz Roške, iz 88. leta, ne? Ja, kjer ni bilo vodnih topov, ne? Pa solzivca, pa zdaj, ne? Leto nazaj, ne? Ali manj. Ja, če gremo gledat tradicijo policijskega upravljanja s protesti v Sloveniji po letu 1968, bomo videli pač, da se je policija zelo držala nazaj, ko je šlo za proteste s političnim podtonom. Ne? Od leta 1968 naprej policija ni uporabljala sile proti demonstrantom, je pa uporabljala silo, recimo, ko so prišli v Ljubljano navijači Crvene zvezde
in je obstajalo tveganje, da bo prišlo do neredov. Ne. Tako kot policija uporabi silo, če obstaja tveganje, da bodo... Olimpija, Maribor, ne? Tako, ne, pač... Navijači, ja. Ne, pač jaz sem govoril recimo s šefom policije, ki je leta 1971 urejal demonstracije študentske demonstracije v Ljubljani. On je takrat svojim miličnikom, takrat so bili še miličniki, jim je pobral pištole. Ne? On jim je rekel, greste na cesto, pištol pa ne boste imeli. Ne, imeli boste samo palco. Če se boste tepli tako, kot se fantje tepajo na veselici. Ne? Brez orožja. Ne? Je bilo precej začudenja znotraj tedanje ljudske milice, vendar je bil ukrep pravilen, ne? Ker je zmanjšal tveganje, da pride do kakšnih hujših napak. Ne? Se pa so bile demonstracije mirne, ne? Lahko bi pa bile nekoliko bolj vročekrvne, niso bile. Ne? Tako kot niso bile leta 88. Ne? Takrat je na neprijavljenih protestih pred ljubljanskim vojaškim sodiščem, ko se je zbralo okrog 15.000 ljudi, policija samo postavila to najmanjšo možno ogrado, ki je sporočala avtomobilom in kamionom in avtobusom, da tja ne morajo zaviti. Ne? Ta rdeče-bela pregrada, ne? Dobar, ne? Če bi se kdo vanjo zaletel, bi jo takoj tudi prestavil. Ne? Pak tista ograja je bila namenjena sporočanju, ne zavijajte tle, lepo prosim. Ne? Najte neko drugo pot. Ne? Hkrati je bilo pa pred 35 leti, če Roško omenjaš, pač tako, da je bilo število policistov oziroma takrat miličnikov na ulici minimalno. Nekaj pet jih je stalo, ne, tam na vsakem koncu. Vodil Pavle Čelik? Vodil jih je Pavle Čelik, ki je bil komandir ljubljanske milice. Je pa Pavle Čelik pač bil šolan v času študentskih nemirov v Franciji in je pač spoznal, ne, prijeme, da je treba pač tudi neko pametno psihologijo imeti, ko upravlja z množico. Ne. Predvsem ne množice jeziti z nepotrebno rabo sile. Je to zdaj umanjkalo, zdaj na zadnjih teh protestih? Seveda, ne, mislim, ker za rabo sile v nekaterih okoliščinah absolutno ni bilo potrebe, ne, seveda, ne, ko je pa, mislim, da 25. septembra pa kakšen dan gor ali pa dol, ne, množica pritisnila na državni zbor in ko je začela leteti čez zelo šibak policijski kordon v fasado državnega zbora pirotehnika, takrat pa je bilo prepozno. Ne? In takrat, ko je bilo prepozno, je tudi policija uporabljala ne samo solzivce, ampak tudi poprov sprej, da bi pravzaprav odbila pritisk, ki je bil usmerjen na samo policijo. Ne? In se je sama policija znašla v tveganem položaju, ker so letele tudi granitne kocke proti policiji. Ne? In policija je takrat bila seznanjena, bile so analize, ki so napovedovale možnost nasilnega protesta. To ni bil kolesarski protest petkov, ampak to je bil nek protest neko sredo, kjer se je najavljalo možnost nasilja in se kljub temu ni postavilo nikakršne pregrade pred stavbo državnega zbora. Ne? Pač pa se je potem naknadno reagirali z vodnimi topovi, z palcami, solzivcem in tako naprej,
Čeprav, če bi se to bolj trezno upravljalo s to množico, ne bi prišlo do eskalacije. Ne? Eden od sredinjih protestov je minil brez eskalacije strani protestnikov. So samo glasno vpili. Pa so bili deležni? Ne, takrat je bila ograja postavljena približno na 1/3 Trga Republike. Ne, se pravi, se s pirotehniko ni dal zadeti fasade državnega zbora, ni se dal razbijati stekel na državnem zboru. In takrat je bila situacija sicer napeta, vendar pod nadzorom. Ali zdaj pred časom, 24. aprila, smo imeli državnozborske volitve, prepričljivo je zmagala Golobova stranka oziroma Gibanje Svoboda, ker 41 poslancev bo imela v novem državnem zboru. Se je to pričakovalo, je bilo to zate pričakovano? Glede na to, da se mi zdi, da je prejšnja oblast, ki je še aktualno vodi vlado, na nek način izgubila volitve tudi s tem, da se včasih ni držala povsem zakonov s temi odloki, pa tudi s to retoriko, s katero so predsednik vlade, pa tudi ostali, mogoče minister za kulturo, pa notranji minister, komunicirali z javnostjo, predvsem zelo grobo. Ne? Ja, mislim, zdaj predpostavka je tega vprašanja, da pravzaprav glavni greh odhajajoče vlade način komuniciranja. Mislim, da je težav več. Jaz mislim, da no, dobro, vlada... tudi posegi v STA, v medije in tako policijo, kadrovanje. Zdaj, če govorimo o pandemiji, ne, jaz mislim, da so javnozdravstvene in politične oblasti v Sloveniji s pandemijo upravljale izrazito slabo in da je število žrtev te pandemije bistveno večje kot v državah s primerljivim zdravstvenim sistemom, s primerljivo kakovostjo zdravstvenega sistema zaradi napak, ki so bile narejene. Ne? Zdaj, volilni rezultat je morda do neke mere presenetljiv, zato ker je drugačen od javnomnenjskih anket, ki so bile izvedene in objavljene 22. aprila. Ne? Se pravi, 22. aprila smo mi imeli pravzaprav mrtvi tek dveh največjih strank, ne? Novega Gibanja Svoboda in tradicionalno močne SDS. Potem pa se je na samih volitvah izkazalo, da je čez vikend zelo veliko število glasov, ki niso bili prav zelo jasno opredeljeni, se preselu od manjših strank Gibanju Svoboda. Zdaj, ne ilustriram, zakaj se to zgodi. Ne? Jaz politiko spremljam 35 let. Imam svoja politična prepričanja, ki so še kar jasna. Ne skrivam, da so liberalno leva, liberalno socialna, vendar od mojega doma do volišča je približno 4 minute vožnje s kolesom. Ko sem jaz kolo odklenil, nisem bil prepričan, koga bom volil. Jaz sem vedel, koga bom volil, ko sem bil v volilni kabini. Sem imel 4 stranke, ki bi jih lahko volil. Ne, imel sem tudi 10 takih, za katere sem vedel, da za njih ne bom volil. Vendar to, ne, da sem jaz imel 5 minut pred glasovanjem še vedno v mislih 4 stranke, ki bi jih lahko podprl, pravzaprav ni samo nekaj, kar se je zgodil meni. Ponavljam, z dobrim poznavanjem politike
z precej razdelanim svetovnim nazorom in političnim prepričanjem. To se je zgodilo velikemu številu ljudi. In so do neke mere intuitivno se odločili, dobro, glas bomo dali tismu, za katerega obstaja največja verjetnost, da na teh volitvah zmaga in prinese nek politični obrat. In ta obrat bo? Ne vem. Mislim, pri tem obratu je zelo veliko odvisno od tega, ali bo vlada zelo, zelo kompetentna inštitucija, ali pa lahko vlada postane tudi socialna inštitucija za tiste, ki so ostali zaradi volilnega poraza brez službe, pa neko službo rabijo, pa jih bomo zdaj, ki niso prišli v državni zbor, jim bomo pa poiskali ministrsko funkcijo. Zdaj, če se zgodi to, je to slab scenarij, ni v redu. Zdaj, nisem pristaš teorije, da morajo biti ministri znanstveniki. Ne, ni res. Ni treba, da so profesori. Profesori so lahko izjemno neorganizirani ljudje, je pa dobro, da svoje področje poznajo zelo dobro in da poznajo zelo dobro strokovnjake in znanstvenike, ki vedo o problemih, ki jih čakajo še bistveno več od ministrov. Ni treba, da je minister najpametnejši v Sloveniji za neko vprašanje. Dobro pa, da ve, Dobro pa, da ve, koga je treba vprašati. Tako, da zna potem tudi poslušati. Mogoče ob koncu še par besed o medijih. Vem, da sta z Marcelom Štefančičem kar precej dobra znanca, dolga leta sta skupaj delala tudi na Mladini, kar pogosto si bil tudi gost, lahko rečemo kar njegova oddaja, Studio City. Kakšen je tvoj pogled na to, da Studio City ob ponedeljkih ob 21. uri ni več na prvem programu nacionalne televizije oziroma javne RTV? Ampak... Jaz sem začel Studiom City sodelovati še v času, ko se je imenoval Studio Ljubljana. Se pravi, je bila to čist neka nova inovacija, ki jo je Tomaž Perovič uvedel v program tedanje RTV Ljubljana. In je mene povabil kot mulca starega 24 let, če sodelujem kot komentator od časa do časa in pač ne vem, jaz sem tam razlagal na samem začetku te oddaje, kako naj bi izgledal volilni sistem, pa še kaj drugega. Tako da poznam to oddajo 33 let. Štefančičem se pa tudi poznam približno toliko časa. Marcel Štefančič je med slovenskimi novinarji sigurno med 5 najbolj razgledanimi novinarji, je pa tudi med 5 najbolj pogumnimi slovenskimi novinarji. On je imel hude incidente že v času, ko je urejal študentsko tribuno leta 1983 in je zaradi tega, kaj je počel na študentski tribuni v času študija, tudi izpadel iz krožka tistih, ki bi bili povabljeni po študiju, da ostanejo na univerzi. Pač univerza se je njemu odrekla zaradi tega, ker je povzročal težave na tribuni. Univerza je s tem izgubila dosti več, kot je izgubil Štefančič, pač, ki je potem začel delati, mislim, da leta 86 na Mladini in pisati knjige in potem... Gledati filme, ne? Mislim, filme je začel gledati že v Logatcu, ko je, po mojem, še v osnovni šoli. Zdaj,
javnih intelektualcev, ki so pripravljeni se ukvarjati z novinarskim delom, je malo. To je zelo redka dobrina. Zelo redka dobrina je, da bi javni intelektualc bil pripravljen nekaj početi znotraj javnega servisa, javnega RTV zavoda. Mislim, recimo nekaj javnih intelektualcev sodeluje z Sobotno prilogo in pišejo ali eseje, recimo Renata Salecl, tudi še nekaj ljudi, pa univerzitetni profesori se oglašajo relativno pogosto. Ampak bolj izrazitega javnega intelektualca v orbiti javnega RTV zavoda, RTV Slovenija, pač ni. Včasih je to bil Jurij Gustinčič, je pokojni, je nekaj ljudi še bilo, ki so... Za kulturo Hudeček, recimo. Recimo, ali pa za zunanjo politiko do neke mere Blanka Dobršek, ampak Hudeček pa Blanka Dobršek sta bila tam v službi. Jurij Gustinčič je sodeloval kot honorarni sodelavc, kot upokojenec. Z tako redko dobrino se ne dela tako, kot se je naredil z mojim prijateljem Štefančičem. Pa on je redka dobrina. In bi se ga v vsakem drugem elektronskem mediju zelo razveselil. Zdaj, naloga javnega zavoda je tudi ta, da skrbi, da so oddaje relativno dobro gledane. Moj brat je televizijski producent na konkurenčni TV postaji in gleda malo drugače na te oddaje. Prva stvar, ki se je vprašal, je, koliko je gledanost. Gledanost je zelo visoka. Na Pop TV-ju je zelo malo oddaj, ki ima primerljivo gledanost, kot je imel Studio City. Potem pa recimo informativnih oddaj na Pop TV-ju ima podobno ali pa primerljivo gledanost oddaja, kaj je, Preverjeno. Vendar za Preverjeno dela 5-6 novinarjev. Pravi, je treba teh 5-6 novinarjev plačati. Tukaj je visoko gledanost za zelo nizek strošek prinašala oddaja Studio City, ker je sploh velika redkost. Ponavadi je visoka gledanost posledica relativno visoke investicije v oddajo. Tukaj sploh ni bil problem, da bi bilo to produkcijsko ali pa finančno zahtevno. Se je Studio City delal za smešno nizke vsote v primerjavi s kakšnimi drugimi formati. In zakaj se je šlo? Sem prej rekel, da pač Štefančič je med 5 najbolj načitanimi novinarji v Sloveniji, razgledanimi, je pa tudi med 5 najbolj pogumnimi. Je pač to neka kombinacija, ki nacionalni televiziji, na radiju se najde tudi pogumne ljudi, ampak na televiziji je to kombinacija, ki žal v določenih okoliščinah je nezaželena oziroma celo nedopustna. Pač zdajle smo v teh okoliščinah. Bom povedal, ko pravim, da je Štefančič pogumen, da se bomo razumeli. Midva sva ob priliki hodila po slovenski obali, ker je nekje bila objavljena novica, da je morski pes v vodi. In potem sva se ustavila
pri njegovem očetu v Logatcu, da je on vzel knjigo o morskih psih, ki je imel še ne prebrano, in on je do Pirana prebral kar debelo knjigo in je znal zelo dobro na pamet. Ne? In potem sva pač hodila okrog in iskala strokovnjake za morske pse. Dobar, nisva šla plavat, toliko pogumna spet nisva bila, ampak sva našla učitelja potapljanja, ki nama je bolj manj na pamet flancal o morskih psih. In potem sva rekla, zakaj pa midva ne bi naredila potapljaškega izpita pri tem, ne? In sva potem šla potapljaški izpit narediti in potem, ko smo ta izpit naredili, smo šli tudi se potopiti še kar globok, ne? Na 25 metrov. No in Marcello, ne, je v tem svojem pogumu nekoliko pozabil na to, da je treba pri potapljanju umirjeno dihati. On je, ko je prišel na dno do ene potopljene ladje, 25 metrov globok, je on že jeklenko spraznil, ne, ker diha približno tako hiter, kot govori hiter. Ne. Je spraznil jeklenko in potem je bilo še kar zahtevno se varno vrniti. Zaprav, treba tako imenovano bratsko dihanje organizirati, da se je varno dvignil. Ne. Za novinarski članek ljudje ne grejo kar tako se takih ekstremnih športov. Mislim, so potapljači, ki probajo pisati, ne, je pa relativno malo novinarjev, ki se odločijo take precej tvegane stvari početi, ne da bi kadarkoli prej se potapljali. Ne. Štefančič to je naredil. Ne, tako. In bo verjetno še kdaj vodil na javni RTV to dajo? Tu je pogled, bo? Ne bo? Ne vem, ne, mislim, bila bi zelo huda napaka če ne bi. Naslednjega vodstva, ne, če to vodstvo bo, če ga ne bodo zelo prosilne, se vrne. Ne. Zdaj je pa tako, ne, pač a veste, pri športu, ne, pa pri muski, ne, velja pravilo, ne, da je najbolj pametno, da se posloviš takrat, ko si na vrhuncu, ne, da se posloviš kot legenda, ne, tako kot se je, ne vem, poslovil Bobby Fischer, ko je nehal šahirati, ali pa tako kot so Beatli šli na razen, ko so bili na vrhuncu slave. Ne. Seveda, ne, so ljudje v poslu ustrajali tudi po neki najvišji točki, ne, tako da jaz tukaj ne vem, ne, kako se bo Marcello odločil. Bomo videli, ne? Ali, veš pa, ne, kje se knjiga, pa kako se knjiga prodaja, zdaj ta prva, ne? Leto nevarne bližine je bila uspešnica. Mislim, da je bila tudi v izboru za najknjigo tistega leta, ne? Na knjižnem sejmu, ne? Mislim, tam na knjižnem sejmu je približno 10 kategorij, ne, in pač v boljše knjige zagotovo pridejo v izbor za najknjigo v eni od kategorij, ne, tako da sem vesel, da je moja prijateljica Erika Johnson Debeljak bila izbrana za knjigo leta, pa v najožjem krožku je bila še moja kolegica Sobotne priloge Irena Štavdohar. Ne. Tako, njuni knjigi sta nekoliko drugačni, ne, in pač morda bolj esejistični, od Erike zelo iskrena, pač si zagotovo zaslužne, da je to knjiga leta. Ne. Ta druga se tudi dobro prodaja?
Ne vem, ne, zaradi tega, ker je prišla v knjigarne na začetku aprila in založnik Samo Rugel ponavadi dobi podatke sred meseca, kako gre prodaja. Zdaj je pa tako, ne, da ko sem jaz knjigo oddal, je bila situacija drugačna kot takrat, ko je šla zares v tisk. Ne, kaj se je vmes zgodilo? Jaz sem knjigo oddal na začetku februarja, potem je pa 24. februarja se začela vojna. Ne, in je ta vojna upravičeno predstavljala izjemen šok za vse ljudi, ki berejo. Ne. In je zaradi tega vprašanje, kaj je šlo narobe med pandemijo koronavirusne bolezni, pri ljudeh postalo pravzaprav drugotnega pomena, ker so vsak dan gledali na televiziji posledice bombardiranj in vojnih zločinov. Ne glede na to, jaz sem sam pri sebi čutil dolžnost, da moje razumevanje pandemije zapišem v knjigo, da pojasnim, da shranim podatkovje in te informacije za bralke in bralce, ki bodo to brali čez leta. Zelo veliko ljudi mi je pa rekli isti stavek, ne. Sem prebral, je zelo napeto, bere se lepo, pa ne morem verjeti, koliko od tega, kar je tukaj noter, sem medtem že pozabil. Ja. Ne? In mi smo, ne, ob tem, da smo potlačili tragično dimenzijo epidemije, kar zelo uspešno pozabljali tudi stvari, ki so bile narejene narobe. Tega, da tako sistematično pozabljamo, si pa pravzaprav kot družba ne bi smeli privoščiti. Ne? Mislim, ja, prav, da vsak pri sebi malček pozabi in ne živi z bremenom vseh zgrešenih prijemov. Ne? Ampak kot družba pa smo dolžni vedenje o potezah pri pandemiji vzdrževati. To moramo vedeti. Ne? Moramo vedeti, kaj je šlo prav, kakšna stvar je šla tudi prav, ne zanikam, kakšne stvari so šle pa narobe, kakšne stvari smo pa potlačili, kakšne stvari so bile pa zločinske. Ne? So bile zločinske. Tega, ne, da so bile določene stvari zločinske, se moramo zavedati, tega ne smemo spregledati. Ni bil zločin samo to, da se je kupoval za velik denar maske z elastiko, ki je odtrgala ušesa. Ne. Tist je zločin manjše vrste, so bili hujši zločini. Ali? Lahko je še ekonomsko-propagandni program. Lahko, jaz sem par izvodov knjige s sabo prinesel, tako da če kdo želi knjigo kupiti, ta je na voljo po sindikalni ceni, se pravi po ceni 20 evrov, v knjigarni oziroma na spletu je za tretjino dražja. Tako da je to na voljo. Silo vas pa ne bom, da morate kupiti, tako da lahko še malo klepetamo, še kakšno rečemo. S podpisom, ne? Kako? Pa s podpisom, s posvetilom, ne? Lahko, ja. Lahko pa tudi brez. Hvala vsem gledalcem, ki ste nas spremljali preko ekranov.